Prihaja pomlad in z njo ponovno odstrel divjih zveri. In jaz ne vem, zakaj se vedno govori samo o teh, ki jih je itak malo, ki so ogrožene, ne pa tudi o ta drugih živaleh. Se veste, o čemu govorim? O psih in mačkah. Vsi vemo, da jih je preveč in nekdo bo moral nekaj storiti, preden dobi še volilne pravice. Milena Miklavčič ima prav. Jebeš najboljšega prijatelja, če je to slučajno pes. Sam da ni pulmastiv. Pes se rabi za jago ali pa za čuvanje. Za družbo definitivno ne. Če rabite psa za družbo, družba ne rabi vas. Prišli smo v obdobje novodobnih pasjih mamic, ki svojimi kužki hodijo v pasje kavarne in jih puščajo v pasjih hotelih, sam pasjega dreka za njimi ne pospravljaj. Ne rabiš me prepričevati, da je tvoj kužek kot otrok, ker ni. Ker če me prileti pred avto, jaz dobim odškodnino. Še huje je z mačkami. Tudi tle se lastniki delijo na dve sekti. Tisti, ki mačke kupujejo in tisti, ki jih rešuje iz zavetišč. In bomo realni. Mačka ne rabi rešitla, rabiš ga ti. Če si za mačko pripravljen dati jurje, so tvoje možgana kurje. Pa imaš ljudi, ki jim ni dovolj, da plenilca iz gozda zaperejo v sobo. Ne. Imaš debile, ki dajo ptiča v kletki direkt zraven odprtega okna, da ta vidi, kak je golobom hudo. In pol imamo še une tipe ljudi, ki jim je ful zabavno gledati screensaver. Oziroma lastniki rib. In to ne postrvi. Še hočeš nekoga, ki te ne posluša, se ga ne da božati in te nikoli ni vesel, ko priješ domov, je žena dovolj. Ali pa oni debili, ki se ti hvali, da imajo doma pajke. Vsi imamo doma pajke. Hvali se pol, ki ti jih bo ratalo spucati. Tako da, bož, da si za kolega najdeš prasca, kot pa da si kolega z dejanskim prascem. Res, da je najbrž bolj inteligentno od tvojih kolegov, ampak je pa zato tudi dosti bolj okusen. Zakaj dogaja, sem se živalmi pogovarjal, Gašper. Smo končali? Ko si pa ti za ena, pensem, ja, nekaj imam nekaj za tega, nekaj, jo, daj tačko, še enega, jo, za pa ti,